Lepo zdrav, sem Andrej Kern, prihajam s podjetja Semestar. V Sloveniji generalno zastopamo poljoprivredni institut Osijek. To je inštitut z zelo dolgo tradicijo, kar se tiče žlahtnjenja ozimnih strnih žit. V tem poskusu imamo predstavljene 4 sorte ječmena. Naša najranejša sorta, ki je tu v ponudbi, je Maestro. Nekoliko nižja, nekje okoli 70 cm višine zraste, zelo zgodna, tako da daje odlične pridelke tudi na zelo lahkih tleh, kjer hitro zaključi s to svojo vegetacijo. Zanje je značilno tudi zelo debelo zrno, tako da ima zelo visok hektoliter. Naslednja sorta, ki jo imamo v poskusu, je sorta Predator, nekoliko kasnejša v primerjavi z sorto Maestro, tudi kar se tiče same višine, nekoliko višja, imate tudi nekoliko višji pridelek slame. Ima zelo odlično odpornost na same bolezni, na nekaterih njivah v letošnjem letu je celo niso poškropili, pa je kljub temu zelo zdrava. Tretja sorta v tem našem poskusu je Panonac. Gre za naš večredni ječmen, nekoliko kasnejši in tudi nekoliko više rasti, zraste nekje v povprečju okoli 90 cm. Zelo dobro odpornost ima na samo poleganje in pa tudi dobro odpornost na same bolezni. Naša najnovejša sorta, ki je v tem poskusu, je sorta Kralj. Je srednje zgodna, nažalost, če gledamo ta poskus, ni toliko mirodajni glede na to, da je v tem delu nekoliko slabša tla. Če bomo pa videli, kaj se bo pokazalo v letošnjem letu, kar se tiče te sorte. Od sort pšenic imamo v ponudbi oziroma v tem poskusu posejane 4 sorte. Naša najranejša in tudi najbolj razširjena na našem tržišču je sorta Kraljica. Gre za odlično pšenico, kar se tiče krušnih parametrov in zelo dobra kombinacija samega pridelka in pa kvalitete. Setvena norma je nekoliko višja, ravno na račun te svoje zgodnosti. Je Kraljica žit, kot bi se reklo, predvsem pri tistih kmetih, kjer se ukvarjajo z krušno pridelavo pšenice. Druga sorta v tem segmentu je sorta Silvija. Gre za našo resasto sorto, ima nekoliko nižjo setveno normo, dosega zelo dobre pridelke, nekje A do B1 kvaliteto, kar se tega tiče. Tisti, ki imajo probleme z divjadi, bi jo toplo priporočal, da boste imeli manj problemov oziroma škod na račun tega. Naša tretja sorta je Tika Taka. Gre nekoliko malenkost kasnejša, bolj robustna, nekoliko višja, dosega zelo visoke pridelke, predvsem na zelo težkih ali pa srednje težkih tleh. Zanjo je značilen precej robusten velik klas in pa zelo debelo zrno. Običajno nekje dosega B1 do A kvaliteto, setvena norma je tudi nekoliko nižja, nekje okoli 250 kg. In pa naša najkasnejša sorta v tem poskusu in hkrati tudi najvišja je sorta Galoper. Ima zelo dobro odpornost na same bolezni, setvena norma se giblje nekje od 200 do 220 kg. Nekje B1 kvaliteto dosega, dobro odpornost na bolezni. Tisti, ki rabi mogoče žito tudi za siliranje, zaradi te svoje višine imate tudi zelo velik pridelek same silaže z njive. To je to, kar se tiče teh naših sort. Želim vam uspešno žetev in čim manj vremenskih problemov v letošnjem letu. Pozdravljeni, moje ime je Natalija Kotnik-Gril, sem predstavnica kmetijske zadruge Sloga iz predstavništva na Dravskem polju, Lovrenc in Šikole. Na poskusih kmetijske šole smo imeli ozimna žita ječmen in mitijum, potem pšenice ozimne kot so Kolo, Nemere, Nador, Menrod, Mente in Pantlika, pa tudi Ikva. Kar se tiče ostalih sort, imamo tudi ozimnega ječmen Hanzi ter ostale Oves, Tritikale. Predstavila bi vam pa rada naše najbolj udarne pšenice, kot so Nador, Nemere in Menrod. To so vse resnice in predvsem krušne pšenice z visokimi donosi. Zraven imamo pa tudi izboljševalke, kot so Kolo, Karej in Mente, ki je tudi primerna za visoke donose slame. Zraven ozimnih žit imamo tudi Jarine ter hibride Kurus, ki so ravno tako na poskusih kmetijske šole Ptuj. Lepo vas pozdravljam v mojem imenu in kmetijske zadruge Sloga ter vas vabim, da se oglasite pri nas in se sami prepričate v našo ponudbo. Lep
pozdrav vsem. Moje ime je Magdalena Dulič, sem univerzitetno diplomirani inženir agronomije, predstavnica za podjetje Agromag. Rada bi povedala, da v letošnjem letu imamo zopet pester portfolio žit. Od glavnih sort pšenice bi predstavila na kratko Genius. Skratka, gre za zelo poznano sorto v celi Evropi, ki jo odlikuje odlična lahkota pridelave, dobra odpornost na vse gospodarske pomembne bolezni in tisto, kar je najbolj pomembno, združuje pridelovalce in tiste, ki so v verigi odgovorni za potem odkup pridelka, kot so naši mlinarji. Torej gre za sorto, ki ima odličen pridelek in obenem ima zelo dobro kvaliteto. V Nemčiji je razglašena za izboljševalko, ki je zmožen dati največji pridelek kakovostne pšenice. Torej Nemci, Pehovsko združenje, že vedo, da Genius lahko da 20.000 želvic za hektar več. Na Madžarskem je Genius standard za izboljševalko zaradi visokega pridelka, enostavnosti, lahkote pridelave in enako tako zelo dobre kvalitete. Od drugih pšenic bi rada predstavila tudi našo sorto Sobret. Gre za pridelkonosno sorto, zelo dobre tolerance na bolezni, prilagojeno na vse tipe tal. Trenutno velja za najbolj rodno pšenico in tisti, ki želite imeti kilograme, visok pridelek in se tu najdete svojo ekonomiko, svetujemo Sobret. Od ječmenov v našem portfoliju glavni ječmen je Katmandu, dvoredec, ki prihaja iz Belgije. Gre za ječmen, ki je zelo toleranten na stresne pogoje, toleranten na najbolj pomembne gospodarske bolezni ječmena in ima odlično beljakovinsko komponento z visokim pridelkom. Ta nova sorta, ki jo letos imamo prvič, prihaja iz Nemčije, imenuje se Rusena in gre za sorto, ki je izredno hitra, ki zelo lepo uide suši. Praviloma ima izredno debelo zrnje, lepo zrnje, je primerno tudi za trženje zrnja in za profesionalne proizvajalce ječmena za zrnje, ki se potem plasira na trg. Ta druga sorta večvrstnega ječmena se imenuje Len in gre za sorto, ki je dobro tolerantna tudi na viruse, to je letos bil velik problem in opažamo, da je Len to preživela na najboljši mogoči način. Ima podaljšano fazo razrasti, kar pomeni, da enako dobro razrašča jeseni. Če bi ta razrast bila motena zaradi poznih setev ali pa prezgodnjih setev, potem pa enako tako pestro in močno razrašča spomladi. Ima podaljšano tudi nalivanje zrnja, kar je omogoča, da kot večvrstni ječmen ima zelo debelo, zelo bogato zrnje z visoko proteinsko vsebnostjo. Lepo pozdravljeni v imenu podjetja Agrosat. Moje ime je Petra Šolar. Danes v tem poskusu predstavljamo 2 ječmena in pa 3 pšenice. Pri ječmenu gre za en dvoredni ječmen po imenu Valeri, je dejansko med novejšimi ječmeni, izredno debelo zrnje, gre za zgoden ječmen, roden in pa ga priporočamo za lahke tipe tal, ima tudi zelo stabilno slamo. In pa tukaj v poskusu še en večredec, gre za novo sorto Sojul, ki dejansko višja po rasti, zelo kvalitetno zrnje in pa tudi debelejša slama, tako da se priporoča tudi za samo krmo živine. Pri pšenicah v našem podjetju ponujamo tako izboljševalke, krušne kot krmne pšenice, v tem poskusu pa je posejana sorta Izalko. Gre za sorto, ki smo jo pred leti zamenjali za naš dobro poznani Rena. Se pravi, Izalko je izboljševalka, resnica, nizka sorta in pa se pravi visoke beljakovine dosega, tako zato kakovost najvišje mlinske industrije. V poskusu tudi sorta Aleksan, naša dobro poznana sorta, zastopana širom Slovenije. Gre za rodno, nizko, zgodno sorto, pri kateri pridelovalci predvsem stavijo na visok pridelek. Je res, da potrebuje kar veliko dušika, tako da v primeru primerne tehnologije tudi dosegamo te visoke pridelke. Sorta Bernstein, to je treba izpostaviti, gre za prav tako izboljševalko, dosega zelo visoke pridelke in pa visoke beljakovine. Tako da lahko rečemo, da je dejansko sorta, ki dosega 2 parametra v eni sorti. Priporočamo pa za boljše tipe tal, je višja in pa poznejša. Lahko se uporabi tudi za setev v kasnejših
terminih. In pa še nazadnje sorta Spontan, gre pa za krmno pšenico, prav tako poznejšo, višjo po rasti, golico in jo ravno tako priporočamo za boljše tipe tal. V naši ponudbi so poleg pšenic in pa ječmenov tudi tritikale, oves in pa dejansko tako, da pokrijemo lahko celotno proizvodnjo, ki jo imate na svoji kmetiji. Dušan Ozvatič, Semenarna Ljubljana, sodeluje tudi letos v poskusih od Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. V samem preizkušanju imamo v poskus vključene ozimne ječmene, vredno je omeniti sorto Concordia, gre za dvovrstni ječmen. Za samo sorto Concordia je značilno oziroma se že na njivi prepozna, da so klase oziroma rese obarvane vijolično, drugače pa gre za izredno produktivno sorto, izredno stabilno sorto, ki dosega izredno visoke pridelke. Kar pa poleg tega, da dosega izredno visoke pridelke, pa izrednega pomena tudi, da je izrednega zdravstvenega stanja. Od samih ozimnih pšenic, ki jih imamo vključene v samo preizkušanje, od najbolj zgodne Valbone, ki je resnica. Sama Valbona je tudi nadpovprečne kakovosti, se pravi premium sorta kakovosti, katera dosega 18% beljakovin, tudi lahko v dobri tehnologiji z visoko sedimentacijo. Sorta Valbona se priporoča na lahke in srednje težke tipe tal, dosega pa ene srednje stabilne pridelke tam od 6 do 7,5 ton na hektar. V samem poskusu je tudi sorta Vulkan, spada tudi med zgodne sorte, tudi resnica. Sorta Vulkan je krušna sorta, priporoča se nekako na vse tipe tal. Pri sorti Vulkan moramo biti izredno dosledni pri samem odognevanju, saj mora biti prvo odgnevanje opravljeno čim prej spomladi. Sorta dosega stabilno krušno kakovost z enimi solidnimi srednjimi pridelki. Priporoča se tudi sorta tistim pridelovalcem, ki niso najbolj vešči same tehnologije. V preizkušanju oziroma v poskusih imamo tudi sorto Falado. Sorta Falado gre za resnico, srednje pozno po samemu klasenju. Sama sorta Falado je izrednega zdravstvenega stanja, odporna na vse bolezni. Sorta je krušne kakovosti in dosega izredno visoke pridelke. Je pa sorta, ki zahteva dosledno tehnologijo. Poleg sorte Falado imamo v poskusih tudi sorto Iliko. Gre za golico, je tudi ena izmed redkih golic, oziroma edina golica, ki jo imamo v Semenarni Ljubljana v sami ponudbi. Sorta Iliko, izredno zdrava sorta, spada med srednje pozne sorte po samem dozorevanju. Sorta dosega stabilno krušno kakovost z izredno visokimi pridelki. V samem poskusu imamo vključene tudi sorte, katere testiramo, to je sorta Mauricio, spada med resnice. Sama sorta je izredno odporna na sušo. Sorta je tudi, naj bi bila ena izmed najbolj rodnih sort, ki spadajo med same izboljševalke. Je pa tudi izredno tolerantna na vse bolezni, še posebej izstopa odpornost na vse septorije oziroma rje. Poleg sorte Mauricio imamo še v preizkušanju sorto Cisco in pa sorto Getik. Obe sorti sta izredno tolerantni na sušo, spadata med srednje zgodne sorte po dozorevanju iste pa obe resnice. Prihajam iz kmetijske zadruge Sadbau iz Avstrije, torej imamo že v Sloveniji 6 let hčerinsko podjetje, sem Zvonko Glažar in torej danes bi z veseljem predstavil dva danes prisotna ječmena. In sicer v prvi skupini bi predstavil 6-vrstni ječmen, to je novejša sorta Adelina. Adelina je sorta, ki se odlikuje torej tako po višje pridelkov, to je kar splošna lastnost večvrstnih ječmenov, in pa torej tudi ima odlično nekako karakteristiko, da ima zelo veliko zrnje. Torej Adelina, ki je ječmen primeren torej bolj za sušna območja, nekaj zgodnejša, ne previsoka rastlina in pa seveda torej z izjemno kakovostjo samega zrnja. Drugi ječmen pa je sorta torej Lencija. Lencija je pa sorta, ki je za razliko od Adeline dvovrstni ječmen in pa nekateri, predvsem pa teh je precej kmetovalci slovenski, predvsem pa prašičerejci poznajo sorto Hannelore. Sorta Hannelore je naša zelo aktualna
poznana sorta, in pa sorta Lencija, ne da je podaljšek ali pa nova sorta, je pa torej sporedna sorta, ki ima torej lastnost, da je še mogoče malo zgodnejša, enake višine, in pa torej sorta Lencija, predvsem to je sorta, ki se odlikuje isto kot Amadore, velika energetska vrednost, veliki mlel na hektar in pa seveda tudi dobra prebavljivost. To so pa torej karakteristike in pa snovi in pa stvari, katere zelo močno in pa spoštujejo, predvsem torej prašičerejci. Torej, večvrstni ječmen sorta Adelina in pa dvovrstni ječmen sorta Lencija. Lep pozdrav, sem Mihajl Jurič iz podjetja Singenta. Jaz bom danes predstavil naš sortiman pšenic, ki jih bomo tržili za naslednjo sezono. Prav tako bom pa nekaj povedal tudi o našem hibridnem ječmenu z blagovno znamko Hivido. Pa bi začel pri pšenicah, mogoče bi najprej predstavil našo najbolj razširjeno in tudi najbolj prepoznano pšenico, to je sorta Bologna. To je sorta, ki je prvenstveno namenjena za te pridelovalce, ki pšenico prodajo mlinsko predelovalni industriji zaradi njene nadstandardno dobre kvalitete. Kar se tiče samih tehnoloških lastnosti, je to srednjerodna pšenica. Setvena norma je 450 do 550 zrn na kvadratni meter. Sorta dobro prezimi, spomladi srednje dobre razrašča. Sorta je srednje nizke rasti, ni problem glede poleganja, zato tudi ne potrebuje velike količine rastnega regulatorja. Kar se tiče samega zdravstvenega stanja, to je zdrava sorta, dobre tolerance na večino bolezni, ki se pojavljajo pri pridelavi pšenice. Mogoče bi pa poudaril tudi nadstandardno dobro toleranco na pelasto plesen. Naslednja sorta, ki bi jo omenil, je sorta Gabriel. Ta je najnovejša v našem portfoliju. To je rana resnica, zelo nizke rasti, zgodaj dozoreva, s tem tudi se izogne tem morebitnim vročinskim stresom v poletnem času. Setvena norma pri tej sorti je 450 do 500 zrn na kvadratni meter. Sorta zelo dobro prezimi. Sorta tudi ima izrazito dobro začetno rast, zato je primerna tudi za pozne, kasnejše setve. Spomladi sorta zelo dobro razrašča, je nizke rasti, zato sorta ne polega, zelo dobro odreagira na višje odmerke dušika, je pa B1, B2 kakovostni razred. Mogoče bi poudaril, sorta zelo primerna tudi za te najlažje tipe tal. Naslednja sorta, ki bi jo predstavil, je sorta Starlord. To je sorta, ki je v preizkušanju, v naslednji sezoni še je ne bomo prodajali. Je pa to sorta, ki kaže izredno dober, visok potencial rodnosti z zelo dobrimi parametri, primernimi za mlinsko predelovalno industrijo. V naši ponudbi pa seveda imamo tudi že vsem dobro poznano blagovno znamko hibridnega ječmena z imenom Hivido. Naslednjo sezono bomo tržili sorto Tektu. Na kratko, če poudarim glavne prednosti hibridnega ječmena, setvena norma je nižja kot pri klasičnih sortah, približno 200 zrn na kvadratni meter. Sam čas setve je zelo fleksibilen. Ječmen se zelo dobro razrašča v spomladanskem času, to je njegova prednost, naredi zelo dober sklop in pa višina pridelka pri hibridnem ječmenu je v povprečju višja kot pa pri klasičnih sortah. Kar se tiče same tehnologije, ta je nekoliko drugačna v primerjavi z standardnimi sortami in sicer moramo biti v spomladanskem času pozorni na odmerke dušika. Prvi odmerek dušika mora biti dodan zelo zgodaj, takoj na začetku vegetacije, v manjšem odmerku kot pri standardni sorti, odvisno od razrastlosti posevka. Drugi odmerek dušika, nekje v fazi prvo, drugo kolence, pa mora biti tisti glavni odmerek dušika, ki ga posevek potrebuje. Prav tako pa pri dobrih posevkih priporočamo tudi dodati tretji odmerek dušika, tam nekje v fazi klasenja. Zelo pomembno je, da pri hibridnem ječmenu uporabimo rastni regulator, kajti to so višji ječmeni.